Gluhi šahisti so se minulo soboto pomerili na državnem prvenstvu, ki je potekalo v prostorih Šahovske zveze Slovenije v Ljubljani. Tekmovanje je organiziralo Mestno društvo gluhih Ljubljana v sodelovanju s Športno zvezo gluhih Slovenije. Prijavilo se je 26 tekmovalcev, in sicer 23 moških in 3 ženske. Pomerili so se v posamični in ekipni konkurenci. Tekmovanje se je začelo z ekipno tekmo. V vsaki izmed 5 ekip so bili po 4 šahisti in en rezervni igralec. Igralni čas vsakega je bil omejen na 15 minut. Odigrali so 5 krogov. Naše društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor je na današnjem državnem prvenstvu osvojilo odlično 2. mesto, ekipno. Zelo smo veseli tega dobrega rezultata, saj je naša ekipa se že vsako leto aktivno pripravljala na tekmovanje. Moram povedati, da smo zelo veseli, da imamo v naši sredini tudi najstarejšega udeleženca današnje državnega prvenstva, in to je Slavko Zakršnik. On je, da bo meseca maja praznoval 90 obletnico. Tako da smo zelo veseli in si želimo, da bodo naši šahisti še naprej uspehe dosegali. Moram povedati, da je bila konkurenca izjemno močna. Naš najboljši posameznik v ekipni, ki je osvojil 4 točke, pa je bil Srečko Pihler. Tako da tudi njemu čestitamo, da je tako dobro se potrudil in naše ime Mariborskega društva ponesel na 2. mesto. Po ekipnih igrah, kjer je zmagala ekipa Društva oseb z okvaro sluha Celjske regije, in odmoru, je sledil vrhunec tekmovanja v posamični konkurenci. Tekmovalci so morali hitro razmišljati in naglo sprejemati odločitve. Igre so bile silno dramatične in prišlo je do nepričakovanih preobratov in rezultatov. V posamični konkurenci je na koncu zmagal 14-letni Bruno, ki je ves čas igral mirno in zbrano. Vesel sem bil, zato ker pač to ni kar tako, da si najboljši
izmed gluhih, bil sem pa tudi najmlajši. Ne. Šaho sem začel pri kakih 6 letih, to je zdaj 8 let. Sem samo upal na najboljše in tudi danes mi je to uspelo in potem državni prvak. Jaz sem zmeri ponosen na sve njegove uspehe, tako tudi danes, in obenem se zahvaljujem vsem ljudima, ko so pripomogli za takav dogodek, da razveseli ljudi sa potrebama, jer šah je jedna krasna igra koja ima državnost, uglavnom samo lepe stvari. Jaz mislim, da Bruno bo sodil sigurno v sam vrh slovenskog šaha, jer ima ekstremno razvit čut in želju za uspehom, tudi je talent in ima ljudi okrog njega, dela sa dobrim trenerima in je v dobrem klubu, tako da mislim, da bo o njemu se še veliko slišalo. Vsi igralci in igralke so pokazali izjemno znanje šaha. A zmagal je lahko le eden. In tako smo med posamezniki dobili novega najmlajšega prvaka, Bruna Glasa. Ta teden, in sicer v soboto 4. marca, pa bo potekalo državno prvenstvo gluhih v badmintonu, ki ga bo v športnem centru Košenice v Novem mestu organiziralo Društvo oseb z izgubo sluha Dolenjske in Bele krajine.